Dobrodošli v družbi Sportkluba, dobrodošli v družbi Prve lige Telemach. Predstavljamo vam novo epizodo magazina Pod prečko. Tokrat gremo v Maribor, kjer se bo o izjemnem spomladanskem delu vijoličastih razgovoril vratar Ažbej Jug. V nas je dal neko novo motivacijo in sploh disciplino, ki smo jo nujno potrebovali. Z izzivom Pod prečko se bosta pomerila Patrik Mijić iz Rogaške in Dejan Vokić iz Radomel. V rubriki Pogovor z legendo pa nas čaka obujanje spominov z nekdanjim branilcem Damjanom Ošlajem. Morali smo bili prvaki, z Ludogorcem tudi, upam, da je naslednji Maribor. V koledarskem letu 2024 je v Prvi ligi Telemach točkovno najuspešnejši Maribor. Ekipa je s prihodom Anteja Šimundže doživela pravo renesanso, ki je postala še očitnejša po zimskem premoru, v katerem so vijoličasti formo dobro gradili skozi zahtevne priprave. O preporodu vijolic smo govorili z vratarjem Ažbetom Jugom, ki si je za lanske predstave prislužil tudi naziv vijoličnega bojevnika. Mislim, da je sprememba trenerja bila odločilna. V nas je dal neko novo motivacijo in sploh disciplino, ki smo jo nujno potrebovali. Disciplino izven igrišča in disciplino na terenu. Vsak ve v določeni situaciji, kaj mora narediti, kako mora reagirati in mislim, da je to neki ključ do našega preporoda v pomladi. V spomladanskem delu je Jug zaradi poškodbe izpustil 6 ligaških tekem. Kaj se je pravzaprav zgodilo ob kontaktu s Filipom Stuparevićem? Ob udarcu sem imel malo natrgan ligament v kolenu, ampak to sem kar, koliko se da hitro saniral. Nisem si mislil, da bo tako težka poškodba, ampak vseeno treba se pozdraviti, da se nadaljno ne to ponovi oziroma da ne stakneš kakšne še hujše poškodbe. Zdaj sem se vrnil in upam oziroma se pripravljam na naslednje tekme in seveda potem na Evropo. Da je okrevanje potekalo v dobrem razpoloženju, ima veliko zaslug tako trener vratarske zasedbe Mitja Pirih, kot tudi vratarja Meno Bergsen in Martin Zalokar. Ne, v redu, vse super, dali so mi podporo iz dneva v dan, vsak dan sem bil tukaj, tudi treniral z njimi oziroma tudi sam sem želel biti v njihovo podporo, da tudi če me ni, imajo zaupanje v Menota, saj vemo, da vratarska vloga je nekaj posebnega, igralci se navadijo enega golmana in potem imajo neko samozavest in tako neka menjava na vratih je lahko mogoče negativna, ampak tu sem želel, da ga normalno sprejme in seveda, da reagira na njega, kot da bi jaz bil na golu. Ti si imel v svoji karieri te zgodbe, ko si čakal na priložnost, še posebej v tujini. Kako je težko vratarju spremljati tistega prvega golmana, pa se boriti za to, da dobiš priložnost, čeprav nekako veš, predvsem pri teh velikih klubih, da imajo izkušenejši prednost? Ja, jaz sem kar dosti dal tega skozi, lahko rečem, kar 10 let. Vedel sem, da tudi ko bom prišel na gol, da ne bom konstantno branil, saj sta pred mano bila takrat v Franciji Carasso, na portugalskem Rui Patricio. Ampak vseeno želel sem, tudi če ne branim, potegniti čim več, bi lahko rekel, nekih izkušenj oziroma kako ona dva reagirata na nekatere situacije na igrišču, kako se pripravljata pred tekmo, kako sta na treningih. In seveda vedel sem, da bo enkrat moja priložnost prišla in bom vse to lahko uporabil. Ob prihodu v Maribor se je lahko ogromno naučil od klubske legende Jasmina Handanovića in seveda že omenjenega trenerja Mitje Piriha. Kako sta vplivala na njegovo dojemanje vratarske vloge v zasedbi 16-kratnega prvaka? Ja, dosti mi je pomagalo na začetku, da je Jasmin bil zraven. Od njega sem se dosti naučil v tistem letu dni. Bil je v podporo, mi dajo nasvete. Je pa res, da preden sem prišel sem v Maribor, nisem imel nekega stila, vse je bilo po instinktu na vratih.
sedaj pa je po neki, bi lahko rekel, narekovaji šabloni. Točno vem v določeni situaciji, to, kar sem prej razlagal, tudi kako je sedaj z ekipo. Igralec mora vedeti, kako reagirati v določeni situaciji, kam se postaviti, kaj je njegova naslednja poteza oziroma naslednji 2 potezi, kar želi narediti. Vloga vratarja je zelo zahtevna in specifična. Predvsem težko je ob vseh napakah, hkrati se je potrebno naposlušati veliko kritik. Ena izmed specifik so predvsem visoke podaje pred gol, pri katerih navijači velikokrat pomislijo, da jih je enostavno ujeti. Ažbe, kako je zares? Zamežiš pa greš na njo. Ne smeš študirati na neko napako, tudi v sami tekmi. Tudi če jo narediš, je najbolj pomembna naslednja žoga, katera pride do tebe. In seveda na koncu vsega tega ti ljudje sodijo po tvoji zadnji tekmi. Nič nisi naredil, če si eno dobro odbranil in naslednja je slaba. Potrebna je neka konstanta. Pri teh visokih žogah je pa važno samo, da zaupaš vase, da si samozavesten na golu. Danes 32-letni Jug je v Mariboru potrdil talent in kvalitete, ki so ga zelo zgodaj odpeljale na tuje. Kaj bi sicer izpostavil kot svojo glavno odliko? Jaz mislim, da moja mentalna priprava, vsa ta leta, ki sem presedel na klopi, vsako napako, ki sem jo naredil, vse, kar sem se naučil, mislim, da se v bistvu zdaj komaj kaže v smislu, da sem trden na golu, da se ne bojim in seveda, da presodim določene situacije dobro v mojo smer in ekipe. Pogodba ga na Maribor veže do konca sezone 2025-26. Ali še razmišlja o tujini, ali pa bo raje postal legenda kluba z Ljudskega vrta in v svojem domačem okolju spisal posebno zgodbo. Kar bo prihodnost prinesla, ne vem. Jaz upam, da brez poškodb. Zelo dobro se počutim tukaj v Mariboru. Tudi vesel sem, da je trener pravi in da nas publika podpira. Do zdaj mi nič ne manjka, bomo pa videli, kako bo naprej. Ažbe, hvala za debato in srečno! V nadaljevanju z izzivom pod prečko se bosta pomerila Patrik Mijić in Dejan Vokić. V rubriki Pogovor z legendo pa nas bo gostil Damjan Ošlaj. Patrik, čau, dober dan. Ćao, dobar dan. Kako si? Evo, super, vi? Super. Jedan izazov imamo za te. Može, nije problem. Šta god. Nije problem. Vidit ćemo da problem. Ovdje je 5 lopti i ciljaš ono tačku na sredini, gdje se počinje utakmica. Na centru? Da, na centru. Tamo gdje si ti na točki. U dobroj formi si kad... Pred golom sam dobar, vidit ćemo sad kakav sam kad treba Kako si kad i podaje, ono ti ide? Da, pa vidit ćemo sad. Vidjet ćemo. Ajde, sretno. Evo, ova je dobra. Ne valja. Nije brza trava, a? Ma vjetar isto. Sad da. Da izmjerimo. Da, 150. A dobro, nije loše. Nije loše.
Patrik 150, dobro, slabo, zadovoljen? Pa dobro je zadovoljan, s obzirom na uvjete dobro. Nisi vezist, nego si špica. Nisam špica, sa meni bitno tu da je negdje oko gola, ne mora biti milimetarski precizno, bitno da uđe. Koliko će biti golova do kraja sezone? Pa ne znam, mislim, dobro sam krenio, nadam se da će tako nastaviti što duže održati tu formu. Sad sam na 6, pa nadam se još par golova. Na 10? Pa 10 bi bilo stvarno, ono, više nego što sam očekivao i to kad bi bilo onda stvarno bilo super. Super, sretno, hvala ti i vidimo se. Vidimo se. Zdravo, lepo zdrav. Lepo zdrav. Kako, kakšno je vzdušje? V redu, super. V redu? Pripravljamo se na tekmo, mislim, jaz malo manj. Soboto igramo, smo kartone, ampak vse pripravljamo. Ekipa je že noter na video analizi, tako da, ja. Si pa bil izbran za to, da se pomeriš z našim izzivom. Ga poznaš, si ga že spremljal? Veš, kaj te čaka? Sam me je parkrat videl na televiziji, tako da ne vem točno, ampak bomo videli. Pomeni, da ne bo. 5 žog tule z roba kazenskega prostora, ciljaš pa sredino. Poseben izziv je, ker se ne vidi ravno najbolje, kje se začne tekma, oziroma začetni udarec, kje se ga izvede. Pa velik izziv, ker je Luka Topalović praktično žogo parkiral na sredino, tako da ga je res Dobro, to je boljše. skoraj da ne mogoče premagati. Boljše tako, da ni pritiska. Rečemo, da je odločena. Bomo videli, ne? Mogoče pa ti uspe. Mogoče. Tako da evo, izvoli. Evo, dajem vso srečo. Najprej moraš ugotoviti, kam visi igrišče. Res, bravo. Si kdaj igral Tiger Woodsa na PlayStationu? No, možno. Veš, tale že kar gre. To bo problem. Ja, ampak Zakril sem si piko, zdaj jo ne lahko vidim pa zadeneš, ne? To žogo, pa jo postaviš bližje. Ti si predstavljaj, da je to kukovec v kazenskem prostoru. Dobra. Dobra, ne? Bravo. To je bil pa zdaj tak atraktiven poskus. Ja, atraktiven, zelo atraktiven, pa zelo neučinkovit. Ampak mislim, da tista, ki se je zapeljala mimo, da je pa kar blizu. Bomo videli. Bomo dali malo bližje, dokler ni kamermana. Ja, 60. Dobar. Zadovoljen? Ok, v redu. To pa bo kar, ne? Vidim, da so blizu, tako da lahko rečemo, da je ok. Ni za prvo mesto, je pa za kar visoko uvrstitev, boš na koncu videl za katero. Dobro. Nek opis izziva? Zanimiv, super izziv. Super, zanimiva stvar. Ga boš uvrstil na piknike s prijatelji? Na piknike pa na treninge z soigravci. Evo. Na ogrevanje. Super, Dejan, hvala ti, srečno v sezoni. Hvala. Luka Topalović ostaja nedotakljiv, na lestvico pa smo dodali Patrika Mijića in Dejana Vokića. V prvi ligi Telemach je odigral 343 tekem in dosegel 16 zadetkov. Nosil je dres Mure, Olimpije in Maribora ter zaigral za slovensko reprezentanco. Veljal je za nepopustljivega branilca, ki se je v otroštvu navduševal nad legendo italijanskega nogometa Paolom Maldinijem. Tokrat smo spomine obujali z Damjanom Ošlajem. Kot vedno se najprej vračamo povsem na začetek. Kdaj se je rodila ljubezen do nogometa? Pa to z otroštva. Tam imel sem starejše prijatelje, oni so igrali, pa smo pač potegnili zraven. Pa od te naprej pa to traja. Začetki so bili to šole, torbo na stran, pa na igrišče, pa do teme, dokler nas niso starši klicali. Omenili smo že, da je bil njegov idol Paolo Maldini. S čim ga je prepričal? Z bojevitostjo.
pa nepopustljivostjo. V njegovem otroštvu so lahko slovenski igralci po večini le sanjali o tem, da bi živeli od nogometa. Kako je sam gledal na svoj razvoj in kaj sta za njegovo pot pomenila starša? Pa nisem razmišljal tako naprej, pa smo šli dan po dan, tekmo po tekmo, leto pod leto. Nisem imel tako dolgoročnih načrtov. Oče in mama oba sta me podpirala v tej smeri, tako to sem imel res srečo. Z razpadom Jugoslavije je Slovenija dobila svojo prvo nogometno ligo. Ta je pomenila priložnost za igranje za vse mlade nadarjene posameznike, med katere je sodil tudi Damjan. Kako se spominja začetkov slovenskega državnega prvenstva? V tistih časih naših težko, je bilo pač razpad Jugoslavije, dosti dobrih igralcev, nismo dobili toliko priložnosti. Pol pa z delom, pol pa v enem momentu smo dobili šanso, pa pač nismo popustili več. Sigurno, to je mogoče lažja pot za nas, domače igralce, tudi dosti tujcev dobrih je prišlo, smo se imeli od čega učiti. Po začetku kariere v Muri se je kasneje podal v Olimpijo in nato v sezoni 2002-2003 prestopil k največjemu rivalu zmajev Mariboru. Kako danes gleda na svojo pot v slovenski ligi? Saj sigurno, Mura je moj klub, pol pa sem dobil povabilo z Olimpijo. Sem odigral 2 sezoni tam, pol pa na povabilo zdajšnjega selektorja Keka. Sem pač pristal v Mariboru, sem odigral 3,5 leta tu. Pa v vsakem okolju nekaj dobiš, ne? Izkušnje, največ izkušnje. In tu v Mariboru sem postal državni prvak, kot igralec, v Muri kot trener. Tako, dosti lepih spominov tudi. V Prekmurju je v njegovih časih v napadu vselej navduševal Štefan Škaper. Izjemni napadalec je bil tako Damjanov soigralec kot nasprotnik, zato smo ga poprosili, da za nas opiše drugega najboljšega strelca slovenske lige vseh časov. Zelo težko. Je bil tak specifični način igranja imel, pa sem imel to srečo tudi, ko sem proti njem, pa z njim igral, tako dosti nam je pomagal nam mladim. Ekstra klasa. Po mojem naredil malo premalo, glede na svojo kvaliteto. Leta 2003 ga je doletela velika čast. Po vpoklicu v reprezentanco je 30. aprila 2003 odigral svojo edino tekmo v dresu Slovenije. Obračun si je zapomnil predvsem zaradi neljubega dogodka, ki je zelo vplival na njegovo kariero. Sigurno, uresničitev cilja, kaj z ga zadaš, ko mlad igralec, pač sem imel to smolo, sem se pač na tej prvi tekmi potrgal križne vezi. Tako, sem si zapomnil ta nastop. Ma ne, nikoli ne bi vedeli. Tako, težko je to, ne vem, oceniti. Kasneje je v karieri zaigral še za glavnega rivala Mure, Nafto. Kako so to sprejeli navijači črno-belih? Pa prek normalnih prijatelji nismo imeli problem, pa smo profesionalci, igraš tam, kjer te plačajo. Tako nisem imel s tem težav, dosti prijateljev sem tudi tam, še zdaj imam. Pač obdobje Murski ni bilo prvgaša, pa sem se odločil pač za Lendam. 343 odigranih tekem v prvi ligi Telemach je zares lepa številka. V svojem obdobju je razvil svoj vrsten slog igre, kaj pa bi sam izpostavil kot svoj zaščitni znak. Pa jaz mislim, ta odločnost po zmagi. Nisem hotel gubiti tekem. Po igralski karieri je ostal v nogometu in presedlal v trenerski posel. Že vrsto let uspešno sodeluje z Antejem Šimundžo. Je že med kariero vedel, da bo postal trener? Pa načelno ne, sam proti koncu karieri pa vedno bolj začneš razmišljati, kaj boš delal po karieri. Pa sem imel to srečo, ko sem z Antejem na igrišču sodeloval, pa pol mi je dal to možnost, ko njim kak pomočnik, pa so se pač ujela, pa zdaj že kar nekaj časa sodelujeva. Treba še nekaj narediti tu v Mariboru, pač z Muro smo bili prvaki, z Ludgorskim tudi. Upam, da je naslednji Maribor. Damjan, hvala za dobro debato in obilico sreče pri lovljenju zastavljenih ciljev v trenerski karieri. Tako, do konca smo pripeljali še eno epizodo magazina Pod prečko. Spremljajte prvo ligo Telemach na Sportklubu in prisrčen pozdrav do prihodnjič.